Bomo skupaj rešili prvo preverjanje iz odvodov. Začnimo kar s prvo nalogo. Zapiši enačbo tangente in domale na graf funkcije. Torej imamo nek graf funkcije in tangenta v neki točki, v x je 2 piše, recimo, če je tukaj x2, to je tukaj. Iščemo torej enačbo tangente, črta, ki se dotika, in enačbo normale, to je pa tista, ki je pravokotna na tangento. Da bomo to dobili, moramo najprej izračunati, koliko je smerni koeficient. Ker enačba tangente bo imela obliko y je k krat x plus n. Eksplicitna oblika linearne funkcije. In zdaj določamo k. Smerni koeficient k je vedno enak odvodu v nekem točno določeni točki, recimo x0, v našem primeru 2, in nas bo zanimalo v tej točki. Se pravi, odvod v točki 2. Zdaj najprej izračunamo odvod te funkcije. F črtica od x je, se pravi, dvojko prepišem, krat odvod od x na 3 je pa 3 krat x na kvadrat. Minus, zopet trojko prepišem, to številko dvojko dam, krat 2, krat x na 2 minus 1 je 1. Odvod od 1 je pa nič. Če to popravimo, še polepšamo, 2 krat 3 je 6x kvadrat, minus 6x. Zdaj nas pa lahko tudi 6x izpostavimo in ostane x minus 1. Zanima nas pa odvod v točki 2. Torej, 6 krat 2 krat 2 minus 1. 6 krat 2 je 12, 2 minus 1 je 1 in je to 12. Torej v naši točki 2 funkcija narašča, ker je ta smerni koeficient pozitiven. Zdaj imamo k. Imamo tudi točko x, to je 2. Ali lahko zračunamo y? Lahko, ker tale f od x je isto kot y. Torej, y je v bistvu vrednost funkcije pri 2, ne odvoda, kot smo ga tukaj, ampak vrednost funkcije. In je to 2 krat 2 na 3 minus 3 krat 2 na kvadrat plus 1. Stavimo za x noter dvojko. In zdaj to poračunamo, koliko pride. 2 krat 8 je 16, minus 3 krat 4 je 12, plus 1. In je 16 plus 1 je 17, minus 12 je 5. Torej, naša točka ima koordinate 2 in 5. Zdaj pa gremo na tole. Y je k krat x plus n. Ker zdaj vemo, da je k 12, to smo zračunali tukaj, ko smo zračunali odvod. Vemo, da je x2, to je tukaj zapisano, in vemo, da je y enako 5. To je pa tukaj zapisano. In zdaj bomo to enačbo zapisali. Namesto y torej damo 5, je 12 krat 2 plus n. Iz tega ven dobimo, n je, se pravi, to ostane na tej strani, 12 krat 2 je 24, gre pa na drugo stran in je tam 5 minus 24 potem. Dvojno sem zavrtela, se pravi, še n sem dala na ono stran, ampak kakorkoli že, n je minus 19. In enačba tangente se torej glasi, y je 12 krat x, n smo pa zračunali minus 19. Zdaj pa še normala. Za normalo moramo pa najprej izračunati, koliko je k, rečemo tudi k pravokotni. Ta je vedno minus 1 lomeno s k. Torej je to minus 1
polnjeno z, ko smo pa zračunali, da je 12, torej minus 1/12. In zdaj gremo isto. Enačba bo y je k pravokotnik krat x plus n. Našo točko že imamo, y je 5, k pravokotni minus 1/12, x je 2 plus n, lahko n tudi tukaj pustimo pa damo tole na drugo stran. To je 1/12 krat 2 enini, lahko dvojko celo pokrajšamo, pa je to minus 1/6 in je torej to 5 plus 1/6. Torej je n 5,1/6 in tukaj bi lahko enačbo normale napisali. Y je minus 1/12 krat x plus 5,1/6. Gremo k drugi nalogi. Določi ekstreme funkcije. Kaj so že ekstremi? Ko imamo mi neko funkcijo, je ekstrem točka, kjer doseže funkcija največjo ali najmanjšo vrednost. Se pravi, tukaj je nekako največja, tukaj je najmanjša. Lahko se pa zgodi, da je tudi tam, kjer ima funkcija svoj prevod. Namreč, kjer je ekstremna vrednost, je tangenta črta, vodoravna črta, črta vzporedna z x opsjo. Namreč, to pomeni, da je takrat k nič. To pomeni, da je takrat odvod enak nič. Zato bomo zdaj to odvajali. In napišemo f črtica od x je 3 krat x na kvadrat je odvod od tega, minus 3 krat x na 1 je 3 krat 1 krat x na nič, ne napišemo nič, plus 2, se pravi samo 3x kvadrat minus 3. In zdaj se sprašujemo, kdaj je to enako nič. Kadar iščemo ekstrem, vedno kdaj je to enako nič. To je enačbo lahko izpostavimo trojko, ostane x kvadrat minus 1 in to je 3 krat x minus 1 krat x plus 1 je enako nič in zato dobimo, da je x enako 1 in x je enako minus 1. Ekstremi so v bistvu točke, zato ni dosti samo x koordinata, ampak bomo zračunali še, se pravi, ekstremne točke ali pa ekstremne vrednosti. Ekstremne točke včasih rečemo tudi stacionarne točke. Zdaj, prva točka ima x koordinato 1, kako dobimo y, zračunamo f od 1. In je to 1 na 3 minus 3 krat 1 plus 2. 1 plus 2 je 3, minus 3 je nič. Se pravi 1 nič, kaj je pa točka T2? Pa vstavimo minus 1, pa je minus 1 na 3 je minus 1, minus 3 krat minus 1 je plus 3, plus 2, 5 minus 1 je pa 4. Se pravi minus 1 in 4 in to so naše ekstremne točke. Gremo k naslednji. Kaj se dogaja s funkcijo? Se pravi, imamo neko funkcijo v točki z absciso minus 1. Ali funkcija narašča ali pada, kaj pa v točki z absciso 2. Naraščanje in padanje je povezano s tem, kakšen je smerni koeficient. To pomeni, kdaj narašča? Narašča takrat, ko je smerni koeficient, torej odvod v točki v neki, odvod funkcije v neki točki večji od nič. In pada takrat, ko je ta odvod manjši od nič. No in zdaj poglejmo, kaj je odvod od tega. 5 krat odvod od x na 4 je 4x na 3, plus 3 krat odvod x kvadrat je 2x, odvod od minus 3 je nič. In zdaj to polepšamo, to je torej 20x na 3 plus 6x. In ker nas zanima, kaj se dogaja v točki minus 1, stavimo minus 1. In to je 20 krat minus 1 na 3
plus 6 krat minus 1. 20 krat minus 1 na 3 je minus 20, minus 6 je minus 26. Ker je to manjše od nič, torej v tej točki pada. Potem pa prav, kaj pa v dvojki? Ja, f od 2 f od 2 je pa, se pravi odvod v točki 2 je pa 20 krat 2 na 3 plus 6 krat 2. 2 na 3 je 8 krat 20 je 160 plus 12, 172, to je pa večji od nič, zato v tej točki narašča. Naraščanje in padanje. Poglejmo naslednjo. Določi odvode funkcij. Zdaj tukaj gre za odvod produkta. Produkt odvajamo tako, se pravi, če moramo odvajati a od x krat b od x, da najprej, to odvajamo tako, da najprej odvajamo prvo, pomnožimo z drugo, prištejemo prvo funkcijo in pomnožimo z odvodom druge. Torej, v našem primeru je odvod enak odvod prve, torej odvod od x na 4, drugo prepišemo, damo plus, prepišemo prvo in odvajamo drugo. Zdaj, odvod od x na 4 je 4x na 3. Sinus x prepišem, plus x na 4 prepišem, odvod od sinusa pa vemo, da je kosinus x. Zdaj pa lahko jaz tukaj recimo še x na 3 izpostavim in ostane 4 sinus x plus kosinus x. Ampak tudi, če bo samo to, je to že rezultat. Kaj imamo pri b primeru? Tukaj imamo pa količnik, pa delimo. A od x delimo z b od x in če hočemo to odvajati, je zgoraj zelo podobno, kot je bilo pri odvodu tega, samo da bo tukaj minus. Ne bo plus, ampak minus. Se pravi, zgoraj je v bistvu identično, s to razliko, da napišemo minus. Spodaj je pa druga na kvadrat. In zdaj gremo f črtica od x je, se pravi, odvod tega. Lahko kar odvajamo, pa napišemo oklepaj. 2x minus 4 krat spodnji. Potem je pa minus, zgornjo prepišemo, krat odvod od x kvadrat minus 1, to je 2x. Polomljeno z druga na kvadrat. Zdaj to še lahko poračunamo potem. 2x krat x kvadrat je 2x na 3 minus 2x, pač vsakega za vsakem, a ne? Minus 4x kvadrat plus 4, minus 2x na 3, ker je tukaj minus, je najbolj, da damo oklepaj, minus 2x na 3, minus 8x kvadrat plus 10x, polomljeno z x kvadrat minus 1 na kvadrat. Zdaj, lahko to gremo še do konca, ne, to je minus 2x na 3, minus, se pravi, plus 8x kvadrat minus 10x. Vidimo, da se 2x na 3 pokrajša. Zdaj pa imamo minus 4x kvadrat plus 8x kvadrat je plus 4x kvadrat, minus 2x minus 10x je minus 12x, pa še plus 4, spodaj x kvadrat minus 1 na kvadrat. Lahko bi še vzgori štirko izpostavila, x kvadrat minus 3x plus 1, polomljeno z x kvadrat minus 1 na kvadrat. To je rezultat. Še c primer pogledamo. Odvod od korenske funkcije. Zdaj, mi vemo, da lahko korensko funkcijo zapišemo kot pač ta izraz na eno polovico. Zdaj si predstavljamo, da je to, kar dajemo na eno polovico, isto kot neka nova neznanka t. In zato imamo v bistvu odvod od funkcije t na ena polovica. Koliko pa je to? Ja, eno polovico prepišem,
ali pa to zmanjšam za eno polovico, zmanjšam za eno in ena polovica minus ena je minus ena polovica. Torej je potem tukaj odvod takole. Ena polovica krat t prepišem, to, kar je zeleno, in dam na minus ena polovica. Zdaj pa pozor. Ker sem pa uvedla, si pomagala z tem, da sem v bistvu kot novo neznanko dala, moram zdaj še to, kar sem dala za novo neznanko, odvajati. Zato rečemo krat oklepaj 2x minus 2. In to lahko pustim. Poglejmo še tele odvode. Zopet odvod produkta, samo da je malo drugačna funkcija. Grem isto. Odvod od e na x je, vemo, da je ista e na x. Tangens prepišem. Plus prvega prepišem, odvod od tangensa je pa 1 skozi sinus kvadrat x. To pač imamo v tabelicah napisano. Zdaj tukaj še lahko na x izpostavim. Ostane tangens x plus 1 lomljeno skozi sinus kvadrat x. Pri B primeru je zopet količnik, ampak tukaj bi bilo najbolj pametno, da vzgoraj najprej izračunamo, koliko je. To je x kvadrat minus 3x minus 10, v spodaj je pa x kvadrat minus 1. Se pravi, tukaj, če ni preveč, kar izračunamo. In zdaj odvod je najprej odvod zgornjega. 2x minus 3 krat x kvadrat minus 1 minus zgornjega prepišem in pomnožim z odvodom spodnjega, ki je 2x, in še v spodaj x kvadrat minus 1 na kvadrat. Zdaj oklepaje odpravim. 2x krat x kvadrat je 2x na 3 minus 2x minus 3x kvadrat plus 3 minus 2x na 3 minus pa minus je, se pravi, zopet lahko tako naredimo, 2x na 3 minus 6x kvadrat in minus 20x, ker je minus, spremenjujemo predznake. Seštejmo, se pravi v spodaj, pa že vemo, da je x kvadrat minus 1 na kvadrat. Takole, to je samo izračunano v spodaj, ne? In zdaj grem 2x na 3 minus 2x na 3 se izniči. Minus 3x kvadrat plus 6x kvadrat je plus 3x kvadrat. Minus 2x pa plus 20x je plus 18x. In plus 3 lomljeno z x kvadrat minus 1 na kvadrat. Lahko vzgoraj še trojko vzpostavimo. Ostane x kvadrat plus 6x plus 1 lomljeno z x kvadrat minus 1 na kvadrat. Eto še ta zadnjo. Zdaj tukaj se pa moramo spomniti pravila, da je odvod od logaritma x 1 za x. Druga gre pa isto, ne? Zdaj, ker to ni x, ampak neka nova, zopet damo kot novo neznanko, kot da je tole t. In če bi imeli logaritem od t, bi bilo to 1 lomljeno z t, ampak t je vse to. Ker smo pa uvedli novo neznanko, pa zdaj še odvod od tega zelenega. Odvod od 3x kvadrat je 6x, od 4 je pa nič. In je to naš rezultat. Še izračunaj kot med funkcijama v obeh presečiščih. Se pravi, imamo v bistvu eno kvadratno funkcijo in tole je linearna funkcija in ima dve presečišče in nas zanima kot. Zdaj, kot je kot med tema dvema, vidimo, tole pa takole. Pa gremo pogledati najprej, kje je presečišče. Zdaj, f od x mora biti pač isto kot f od x. To pomeni, da je tole isto kot tole. In zdaj to zapišemo. Se pravi, x kvadrat plus 4x mora biti isto kot 4x plus 1. Zdaj 4x lahko tukaj celo črtamo. Ostane x kvadrat, če enko na drugo stran je minus 1 nič. To pa lahko razstavim po razliki kvadratov, a kvadrat minus b kvadrat,
je a minus b krat a plus b. V našem primeru je to. In kdaj je to nič? Takrat, ko je to nič ali pa to nič. To pomeni, da je prva rešitev 1, druga rešitev je pa minus 1. Ker me zanima presečišče, moram izračunati še y. Stavimo. F od 1 je 1 na kvadrat je 1 plus 4, to je 5. Lahko vstavimo pa tudi drugo točko, drugo enačbo. 4 krat 1 je 4 plus 1 je 5. Drugo presečišče je pa minus 1, 4 krat minus 1 je minus 4 plus 1 je pa minus 3. To je to. Zdaj pa kot. Smerni koeficient druge poznamo. Tole je k. Za kot med funkcijami dobimo pa tale obrazec. Tangens fi je k1 minus k2 lomljeno z 1 plus k1 krat k2. Zdaj pa pogledamo. K1 imam, recimo, da je to tale. Zdaj moram pa še smerni koeficient tangente od tega dobiti. Kako to dobim? Je tako, da to funkcijo odvajam. F črtica od x je 2x plus 4. To pomeni, da je recimo v točki 1, najprej v tej, odvod isto kot 2 krat 1 je 2 plus 4 je 6. In bi potem izračunala tangens fi tako. K1 je 4, to naj bo k2, minus 6 lomljeno z 1 plus k1 krat k2. 4 minus 6 je minus 2, 4 krat 6 je 24 plus 1 je 25. Se pravi, tangens fi je minus 2,25. Če me pa zanima kot, zdaj pa kako iz tega ven dobim kot, napišem pa takole. Fi je arcus tangens minus 2,25. To izračunam na kalkulator. Zdaj, arcus je v bistvu inverzno. Inverzno in funkcija je tangens. Tangens je lahko tg ali tan, potipkam to, 4,57 stopinj. Zdaj, da ne pride negativno, v bistvu tole damo v absolutno vrednost še. In pa bi bilo, če še enkrat tipkam, se pravi inverzno, tangens takole od 2,25, prav zaradi absolutne vrednosti ni več minusa, dakle pa damo dal 2, je enako 4,57 stopinj. Se pravi 4,6 stopinje. To je prvi kot. Drugi ga bomo pa dobili tako, da izračunamo smerni koeficient v minus 1. F črtica v minus 1 je pa 2 krat minus 1 plus 4 in je to enako 2. Koliko je pa zdaj kot? Zopet tangens fi je, k1 je še vedno 4, k2 je minus 2, lomljeno z 1 plus 4 krat 2, absolutno, torej je to 2, lomljeno z 4 krat 2 je 8 plus 1 je 9, zdaj absolutno od 2 devetin je tudi 2 devetine, zopet kot fi je, arcus tangens od 2 devetine. Inverzno tangens od 2 devetini in dobim 12,5 stopinj.